Naša rešitev je namenjena predvsem tistih, ki imajo probleme z nespečnostjo, stresom in slabo spijo, in potem pač naš izdelek jim pomaga, da vse to prebrodijo, in to s pomočjo narave in aromaterapije. Je pač to vzglavnik, ki ga obdaja plast iz gosto tkane antibakterijske prevleke. Noter je plast iz spominske pene in znotraj še ena plast, ki je v bistvu simulacija perja, ampak ni perje, ker je perje visoko alergeno. Središče predstavlja aromatična notranjost, in sicer vonila, ki jih je mogoče menjavati. Posebnost naše blazine je tudi to, da je vzglavnik mogoče obrniti iznoter navzven in tako lahko spreminjamo njegovo trdoto. Naša ideja je nastala na podlagi razmisleka o šolskem zeliščnem vrtu in o tem, kako bi nekako spodbujali lokalno pridelavo zelišč in pač predstavili to, kar nam je najbolj domače. In nato smo dobili idejo, da bi lahko nekako ta naša zelišča začeli tržiti na tak drugačen in inovativen način, in smo dobili idejo za naš lavander. Gotovo je ena izmed najbolj pomembnih stvari, ki smo se jih naučili, je to, da smo se naučili sodelovati kot skupina. Naučili smo se tudi razmišljati izven okvirjev. Na začetku je bilo malo smešno, zaradi tega, ker smo se še malo lovili in nismo bili prepričani. Potem pa so nas naši mentorji speljali na pravo pot in nas naučili marketinških potez, izboljšali smo naše trženje, razvili pot od ideje do izdelka in se naučili načrtovati naše poteze, kako bomo vse to razvili. Vse se je začelo nekega dne, ko sem googlal po spletu. Naletel sem na stran Papri, ki se mi zdela zelo zanimiva, še posebej njihov natečaj. Na natečaj sem se prijavil in zato sem mogel pomisliti, kaj bi lahko naredil. Pogledal sem okrog in naletel na osvežilec zraka. Pomislil sem, kako bi ga lahko izboljšal. Tako sem se odločil in odšel do osvežilca zraka, pogledal in povonjal. Nisem prepoznal vonja, ker se je bil zelo nenaraven, res da je bil dišeč, ampak nenaraven. Pomislil sem, kako bi lahko v osvežilec zraka vstavil naraven vonj, ki jih imam v domačem okolju. Tako sem prišel do ideje, da bi lahko bil osvežilec zraka škatla z ventilatorjem in prostorom, kjer bi si lahko dal noter dišavnice. Ideja je bila zelo zanimiva in zato sem tudi to idejo posredoval mojemu očetu. Tudi njemu se je zdela zanimiva, zato sva se kar lotila dela in naredila prototip. Ampak prototip ni primeren za prodajo. Tako smo odšla do prijatelja, ki riše 3D modele. Ta nama je svetoval, da bi lahko naredili 3D model, ampak kakšne oblike. Zagledal sem en kipec na njegovi mizi, ki je bil zelo mi všeč, in iz tega kipca sva naredila podoben temu izdelku. Na krožek v Gorici nas je prijavila naša mentorica Rosana Švara. Menila je, da nas bo to zanimalo. Tako smo pričeli hoditi na krožek, ker smo se spoznali in si dobili nove prijatelje. Tam smo veliko časa delali na tem, da bi dobili idejo. Ko smo jo dobili, pa smo jo razvili in se prijavili na tekmovanje. Delavnice so potekale tako, da smo se tam pogovarjali, iskali nove rešitve, brskali po spletu, risali in sestavljali model. Naš izdelek
je sestavljen iz sončne celice, sončnega kolektorja in izolacije. Sončna celica je na vrhu in nam daje sončno energijo, to je elektrika. Pod sončno celico je sončni kolektor, ki hlaja celico in zato se ta ne pregreva in ima boljše izkoristke. Izolacija pa varuje hišo pred izgubami toplote ali hlada. Prednosti našega izdelka so v tem, da vam v poletnem času daje veliko količino energije in je hiša samozadostna, daje vam pa tudi toplo vodo in ne potrebujete toplotnih črpalk in podobnih elementov.